Pozdravljeni v oddaji Ambienti. V tokratni oddaji vam bomo pokazali stanovanje, v katerem je rdeča nit petrolejsko-zelena barva, prenovljeno hišo v soseski Murgle, ki je za tričlansko družino postalo minimalističen dom s skandinavskim pridihom, ter družinsko hišo postavljeno na majhni in podolgovati parceli v živahni ulici. Ljubljanske Murgle veljajo za izvrstno sosesko enodružinskih hiš. Naselje, ki sta ga načrtovala zakonca Ivanšek, spada med urbanistično najbolje zasnovana pri nas. Ena izmed hiš je s prenovo postala čudovit dom za tričlansko družino. Z inovativno prenovo in domišljenim opremljanjem je preprosta hiša v mirni soseski ljubljanskih Murgel postala pravi balzam za oči in duha. K temu je pripomogla pogumna odločitev arhitektov, odprtje razsežnega ostrešja, ki poskrbi za prostornost, in kar 13 metrov dolg lesen pult, ki se vije skozi vse osrednje prostore. Prenovo sta zasnovala arhitekta Janja Brodar in Goran Rupnik iz biroja Riba arhitekti, skupaj z arhitektko Manico Lavrenčič. Janja in Goran, pozdravljena. Za začetek me najprej zanima, kot arhitekta, kakšno hišo sta dobila za projektiranje in kako sta se dela lotila? Dobila sva murgelsko hišo, naročniki so jo kupili in hiša je bila praktično prenovljena. Pohištvo je bilo novo, manjkal je pa en duh, pa eno veselje. In najprej smo pravzaprav povezali vse tri prostore, kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo v en prostor. Zato smo namestili ta dolgo potezo, ki jo tukaj vidimo tukaj zadaj, in s tem smo dobili eno dimenzijo, ki se pravzaprav vleče še naprej skozi okno. To je bila horizontalna dimenzija. Naslednja stvar je pa vertikala, to je pa to zgoraj. Ideja je bila, da hišo povišamo, poiskali smo, kje bi to lahko naredili, in smo se odločili, da bomo del strehe odprli. In tu smo dobili to dimenzijo zgoraj, svetlobo z vrha. Mislim, da je to hišo bistveno spremenilo. Zdaj, predtem ta hiša je pritlična. To pomeni, da je cela v enem nadstropju in celo je pač prikrival raven strop. In na en način bi lahko rekli, da je to tudi samo stanovanje. Zdaj pa, ko smo mi odprli ta strop in dobili element strehe, ostrešja, smo mi s tem v bistvu dobili hišo. Se pravi, to ni več stanovanje, ampak hiša. In ta občutek ostrešja, te neke trdnosti, nekega baldahina ali pa strehe, ko se pne nad nami, to se mi zdi, da da občutek domačnosti, neke varnosti, dežnika nad sabo, te pokrivnosti in strehe. Naročnika sta izpostavila skandinavski stil. In ta stil je pač preprost. In mislim, da smo z vsemi elementi to dosegli. Mi smo pa rekli, dajmo tu noter še les. In to ta prav les, ne furnir. Potem smo angažirali prijatelje, ki delajo drugačno pohištvo, in smo vse detajle in ves les je iz istega materiala. Gre pa za to, da to je les iz podrtih kozolcev, iz starih lesenih hiš. Se pravi, ta les je star že cirka 100 let in ima eno življenje že za sabo. In če dobro pogledamo, se to čuti, ne? To je neka energija, ki jo daje. Mislim, da je to tista domačnost, ki tu izžareva se v tej hiši. Poleg lesenih smo pa izbrali tukaj še en material, ki se nam tu zdi zelo zanimiv, in to je kovina. Recimo izpostavila bi to napo v kuhinji, ki da en tak občutek, kot da je to neko ognjišče, spet neko srce doma. Ta obloga je nastala na novo za drva in spodaj podstavek in lestev, ki gre na ta odprt del ostrešja. Zdaj, mi, ko smo ostrešje odprli, smo s tem tudi dobili vhod na podstreho. Mi te kovinske kose zasnujemo, ne bi jih pa uspeli izvesti, če ne bi imeli dobrega prijatelja. To je izvrstni arhitekt Tomaž Čeligoj, ki je zdaj bivši arhitekt, pa zdajšnji izvrstni varilec. In mi redno z njim sodeluje in to je ena taka dogodivščina, rezultat ne more izostati z njim. Kdaj pa je bila ta hiša zgrajena? Konkretno ta hiša je bila zgrajena leta 1982, sicer pa so se cele Murgle, to je eno naselje, ki je bilo narejeno, ki se je začelo načrtovati že prej, je bilo narejeno v več fazah. Načrtovala sta ga zakonca Ivanšek in velja za eno najboljših, urbanistično najboljše zasnovanih naselij pri nas. Načrtovano je bilo po skandinavskem vzoru,
In v času, ko so se pri nas gradile visoke soseske, ne vem, recimo Fužine in neka velika blokovska naselja, sta ona dva to naselje zasnovala zelo nizko in gosto gradnjo. To gre za vrstne in atrijske hiše. Posebnost vsake od teh hiš je, da ima svoj intimen zunanji košček narave. To je ta atrij, ki ga tukaj vidimo. Zdaj, v nasprotju tega intimnega atrija, ki je res neprecenljiv košček tvoje narave, so pa murgelske hiše zelo fine tudi v tem, da en del hiše, in sicer to je bila ta kuhinja, je pa orientiran na dostopno pot, tako da ti, ko kuhaš, lahko gledaš, kdo prihaja, na drugi strani, na jugu, pa imaš to intimo tega atrija. Zdaj smo več ali manj govorili o kuhinji in o dnevnem prostoru. Kako je pa z drugimi prostori? Mi smo zgodbo tega lesa, o katerem smo prej govorili, želeli nadaljevati tudi na obstoječem pohištvu, ki je bilo v bistvu kvalitetno, ni pa imelo neke duše. Zato smo na primer v hodniku, v garderobi in v spalnici vsa držala, ki so bila prej neka kovinska, smo jih zamenjali z masivnimi lesenimi držali, ostalo od omar smo ohranili. Potem naprej smo posteljo v spalnici smo oblikovali s tem tapeciranim naslonom. Ena majhna posebnost te spalnice pa je ta lesen drog, na katerega lastniki odlagajo oblačila in ima malo te baletne konotacije. Cela druga zgodba pa je otroška soba, ki je pa cela narejena po meri. Tu pa je spet ta kombinacija lesa in pa kovine. To je en tak simpatičen element, ki je hkrati in postelja, in omara, in igrišče, in nasploh en tak barvit kos, ki poživi tisto sobico, recimo. Pika na i tega stanovanja, hiše, pa se zdi, da so umetniški eksponati. Ja, res je, kosi, ki smo jih kupili, ki so dizajnerski, so slovenskega ali pa skandinavskega izvora. Tukaj je treba omeniti stole Nika Kralja, tu govorimo o lučeh, govorimo o drobnih predmetih. Vsi so neki lepo oblikovani kosi, poleg tega pa je še veliko slik. In tu se pa kaže ta dober občutek za lepo od naročnikov. Kakšen pa je koncept vrta znotraj celega območja te hiše? Pritlična hiša jasno mora imeti izhod na vrt. In ta vrt tu je sicer majhen, ampak še vedno dovolj velik, da smo ga razdelili na dva dela. En del je ta zen vrt, ki sem ga že omenil, se pravi, sedimo na kavču, ga opazujemo, zunaj je japonska češnja, divja trta, ki se skozi letni čas spreminja, in ta je res namenjen eni meditaciji. Pa majhen javor, še mlad. Tako, to bo vse še zraslo. Drug del vrta je pa ploščad, lesena, na kateri imamo mizo, na kateri se dogaja vse tisti del leta, kjer mi tam zunaj živimo. Da smo to dodali še eno res materialnost, smo pa tam v kotu naredili na licu mesta, vlili dolg betonski pult, in tam gor se pač odvija ves tisti žar. Pomožna zunanja kuhinja. Tako, zunanja kuhinja pač mora biti na takem vrtu. Vse je slišati tako lepo in enostavno. Kaj pa je bil največji izziv vajin pri tej hiši? Ne samo pri tej hiši, izziv je vedno podoben. Kako združiti naročnikove želje, lastnosti hiše, naše znanje, budžet in vse to zapakirati v eno zgodbo, ki se mora tudi v bistvu uspešno dokončati. Kar pomeni, da na koncu prostor služi naročniku, pa da mi, ki smo sodelovali skupaj, tudi ostanemo res v krasnih odnosih. In tu v tej hiši je to sigurno pokazalo. Imeli smo ob zaključku projekta, so nas naročniki povabili, smo imeli zabavo dolgo v noč. Ta vsa velika okna v dnevni sobi so bila odprta in še enkrat meni se je takrat zdelo, da se je pokazalo, da so Murgle dejansko zelo v redu kraj za prebivanje, ker se nihče od sosedov kljub glasni muziki in kljub vsej zabavi, ki se je tle zgodila, ni pritožil. Seveda ne, veselili so se z vami. Ja, to je redkost.
nadaljevanju si bomo ogledali družinsko hišo, ki stoji v ulici z živahnim nočnim življenjem, in stanovanje, katerega rdeča nit je petrolejsko-zelena barva. Arhitektka je v stanovanju mladega para želela uporabiti brezčasno barvo, ki ne bo le nekaj let modna, ampak ima bo tako všeč, da se je ne bosta naveličala in jo bosta lahko kombinirala tudi z drugimi barvami. Izbrala je petrolejsko-zeleno. Na severozahodnem obronku Ljubljanskega barja sta Manja in Borut le nekaj kilometrov stran od mestnega vrveža v objemu narave našla kotiček zase. Stanovanje, veliko skoraj 70 kvadratnih metrov, so z arhitektko Petro Zupančič končali v praktično 4 mesecih, kar pa ne pomeni, da je bilo karkoli spregledano ali nedomišljeno. Prav detajli so tisti, ki naredijo v stanovanju piko na i. Gospodična Petra, ob vstopu v to stanovanje nas najprej impresionira močna petrolej barva na steni. Kako ta barva vpliva na sam občutek volumna tega stanovanja? V bistvu je lih tista barva, oziroma barva tisto, kar na nek način mečkan zmanjša prostor, oziroma tisto belino, ki jo imamo v prostoru, s tem nekako malo zožamo, sfokusiramo oziroma potegne potem pogled v to barvo, ne? To zeleno, modro petrolej barvo. V pogledu na tloris, ki sem dobila v bistvu od naročnikov tloris, sem takoj najdla to eno tako linijo, rdečo linijo na nek način čez celo stanovanje in potem je bilo samo še vprašanje tega, kakšno barvo bomo našli, kakšno barvo bomo zbrali. In zakaj ravno to? V sodelovanju v bistvu z naročnikoma smo prišli v bistvu do te barve. Želeli smo v bistvu najti barvo, ki bo brezčasna. Se pravi, da bo barva, ki bo tudi čez nekaj let ne samo aktualna, ampak jima bo všeč. To pomeni tudi, da se je ne boste naveličala, da boste lahko zraven kombinirala več drugih barv, drugih materialov, vzorcev. Ona je tudi zelo taka, da deluje kot neka podlaga. Omenili ste, da ste nek prostor dodali na račun dnevnega prostora, ste še kakšne druge posege morali vpeljevati za to, da je prostor zdaj tak, kot je? Ja, en manjši izziv je bila kopalnica, ker je bila v bistvu želja, da bo v njej banja. Na nek način je prostor zelo ozek, zelo majhen, ampak se je šlo, no, smo našli tudi ustrezno banjo, dodali eno steno, v katero smo potem zadaj skrili še pralni pa sušilni stroj, pa recimo temu omaro za nek tak utility mini, ne. V kopalnici sem opazil to kombinacijo lesa in nekega dizajna, ki me malo spominja na trendy jeans dizajn. Zakaj ste se odločili ravno za tak vzorc? Ker imamo po celem stanovanju v bistvu keramiko, ta vzorc v bistvu lesa in tudi občutek na keramiki nekako malo potegne občutek lesa za sabo, smo dejansko ta isti material potem peljali tudi po tleh naprej. Zakaj jeans? Mogoče v to smer, da ne daš samo neko sivo keramiko, ampak da ima nekaj več v sebi. Dodala je malo mehkobe, malo te tkanine na nek način, čeprav je to pač keramika, ne. Omenili ste keramika z občutkom lesa. Nisem čisto dobro razumel, kje to pride v poštev, kje ste to vse uporabili? V bistvu smo iskali na nek način keramiko, se pravi, ko si bos, ko hodiš bos ali pa ko se jo dotakneš z roko. Aha, tudi na tleh. Dobiš občutek na nek način lesano. Ni čist identičen, ampak ja. Se pravi, to, kar je na tleh, kaj ni, to ni laminat, parket? Ne, keramika. Keramika, res? Ja, tako je. Kakšen dober trik. Vedno poskušam najti v svojih interjerjih ta balans med toplino, se pravi, če v nekem ambientu neka površina, tako kot je ponavadi na tleh, parket, zelo velika, zelo izpostavljena, vedno potem poskušam dodati malo hladnih tonov, da se to majčkeno zbalansira. Kaj pa te medeninasti toni? To je pa tista pika na i. To je pa bolj šik moment, mogoče, na nek način, ja. S to medenino v bistvu smo kar nekaj elementov povezali med sabo in sicer si cokli dejansko v kuhinji, dnevni sobi, potem pod pultom smo tudi zakrožili z medenino, na koncu smo dodali v bistvu še luči nad jedilno mizico, ki imajo v sebi tudi ta križ vzorc, ki kasneje se pojavil tudi v tapeti. Gospod Borut, vi ste svoje novo stanovanje opremili ekspresno hitro v skoraj 4 mesecih. Kako ste se lotili zadeve? Ja, midva sva vedela v bistvu, da se nama precej mudi. Sva bila prej v najemniškem stanovanju še druge, sva rekla, nočva 2-krat plačevati, ko sva hotela to precej hitro narediti. Zato sva se v bistvu tudi zelo hitro odločila, da najameva nekoga, ki
pač ve, kako te stvari potekajo, ki nam bo pomagal, ki bo naredil top izdelek na koncu. Ja, zadeva je potekala zelo hitro, kar je bilo veliko tudi posledica tega, da v bistvu arhitektka že ima pač določeno mrežo zunanjih izvajalcev, ki si jih je lahko vključevali, predvsej na kratek rok so prišli, naredili dobro, ker nikako ne bi uspela midva sama to speljati. Seveda nas vedno pri opremljanju stanovanja zanima tudi, kakšen je bil strošek. Midva sva v bistvu imela zelo omejen budžet. Midva sva rekla, hočeva končati stanovanje za 20.000 evrov, kar je vključevalo tudi vse talne obloge, v bistvu WC, banja, sprav celo kopalnico. Potem sva na koncu malo šla čez ta budžet, ko smo pač tukaj oblikovali pa delali načrte, pa potem sva šla gledati opremo. Sva v bistvu ugotovila, da imava raje kakšne stvari malo bolj kvalitetne, da bo malo dalj trajale, da pač imava to, kar si želiva. Tako da na koncu smo prišli vse skupaj na nekje 35.000 evrov. Se pravi, to je in pohištvo, in talne obloge, in pač vsa zaključna dela, ki so še bila, stene in tako naprej. Tako da smo šli malo čez budžet, ampak imava pa stanovanje tako, kot sva si ga želela. Družinska hiša, ki vam jo bomo pokazali v naslednjem prispevku, stoji na mestu starejše gradnje v središču Ljubljane. Njena stroga ulična fasada za seboj skriva prostoren, svetu, igriv in domišljeno zasnovan ambient. Pokrovitelj prispevka je Velux. Gospa Mojca, na tem mestu, kjer je zdaj vaša družinska hiša, je prej stala hiša vaših sorodnikov. Seveda ste jo za potrebe vaše družine prilagodili. Ja, res je, tukaj je bilo prvotno je stala hiša tet moje babice. V njej so živele 3 sestre, tete, in ena od njih je tudi uporabljala tale vrtiček, kjer imamo zdaj zazelenjen atrij, da je vzgajala vrtnine in prodajala na ljubljanski tržnici svoj pridelek. Potem je bilo obdobje, ko sem v študentskih letih se odločila, da bom hišo naselila, in to je bilo tako eno zelo prijetno obdobje. Prostori so bili takrat še precej v stanju, kot so jih uporabljali te moje tete. Navezala sem se na to okolje, na Trnovo, na to lokacijo in s tem je pol tudi prišla odločitev, da bi si želela z svojo družino enkrat ponovno zaživeti tukaj v zrelih letih. Ajprova ulica je spomeniško zaščitena, zaradi tega smo morali ves ta del proti ulici pač obravnavati skladno z njihovimi zahtevami. To vključuje, da smo morali ohraniti gabarite hiše, se pravi višina, širina, naklon strehe, ohranjanje je bila potrebna fasada, izgled fasade proti ulici in pač tega smo se striktno držali. Sama gradnja je pa potekala malo več kot 1 leto. Kvadratura celotne hiše je tam približno 225 kvadratov, od tega je stanovanjskega dela skupaj s kotlovnico približno 160 kvadratov in pa potem še nekih 65 za poslovni del. Mojca ni navdušena nad prevelikimi družinskimi hišami, zato je med načrtovanjem svojega doma razmišljala tudi o tem, kako zagotoviti dolgoročnejši razvoj hiše in uporabo posameznih prostorov. Hiša je zgrajena tako, da jo je mogoče, če bi bilo treba, razdeliti na 2 ločena bivanjska dela. Že zdaj sta bivalni in poslovni del ločena in imata vsak svoj vhod. V nadstropju severnega dela hiše ima Mojca svoj arhitekturni biro, v pritličju pa je manjši poslovni prostor, kjer ima njen prijatelj violinist občasno glasbene delavnice. Mojca pravi, da je včasih prav zabavno, ko se med sestankom oglasi zvok violine. Opazil sem, da je ta stanovanjski del s poslovnim delom povezan precej nenavadno. V času načrtovanja sem
nekako računala, da bi bil poslovni del na severni strani bolje oddajati. Kasneje, ko je šla pa gradnja h koncu, sem pa videla, da pač si ne bi želela nekih drugih ljudi v moji hiši. In tako sem uporabila obstoječi prehod, ki so ga delavci uporabljali, da so hodili z ene strani hiše na drugo, da ostanejo vrata. Seveda, če bi to načrtovala, nikoli ne bi naredila vrat na tem mestu, nikoli ne bi premajhnih vrat naredila, ampak v tem primeru smo se morali zadovoljiti s tem, kar je bilo. Mizar je naredil luštkano odprtino in to je zdaj pač moj prehod v službo. Gospod Vojko, kakšna je povezava med našim zdravjem in prostori, v katerih delamo, živimo? Ja, obstajajo študije in raziskave, ena takšnih Healthy Home Barometer, to je raziskava o zdravih domovih, ki potrjujejo takšno povezavo. Raziskave pa pravzaprav potrdijo samo tisto, kar mi čutimo. Je pa to naše počutje in zdravje težje meriti kot kilovate, pa kakšne litre in podobno. Skoraj 200 let nazaj so bili ljudje 90% svojega aktivnega dneva zunaj, zdaj smo pa 90% tega časa v notranjosti. No in v tako kratkem času, v 200 letih, se naše telo ni uspelo prilagoditi takšni spremembi, zato je zelo pomembno, da pripeljemo čim več zunanjosti v naše prostore. Kaj pa vse pravzaprav vpliva na naše počutje v zgradbah? Naše telo reagira na celoten spekter sončne svetlobe, ne samo na ozek vidni del. No in na takšen oblačen dan je preko prsta zunaj okrog 10.000 luksov svetlobe. In če mi pripeljemo v prostore 3 do 5% tega, smo že kar na dobri poti. Nažalost pa srečujemo danes precej svetlobno podhranjene prostore. Nadaljeval bom z zrakom, kvaliteten zrak. V prostorih je zelo enostavno bolj onesnažen zrak kot zunaj. Bom samo dal pomembno še temu, odrasel človek danes prediha 15.000 litrov zraka dnevno. No in ko pridemo do otroške sobe, kodr imamo zunanji zrak, ki se potem še nasiči z kakšnimi negativnimi delci iz gradbenih elementov, pohištva, vlago proizvajamo ljudje, CO2, pridemo do tega, da je notranji zrak lahko bolj onesnažen kot pa zunanji. Razgled iz samega prostora, na delovni prostori, ki imajo razgled, ljudje so veliko bolj produktivni. No in ko ljudi sprašujemo v takšnih raziskavah, kaj se jim zdi zelo pomembno za zdravje, za njihovo dobro počutje, pridemo vedno do dobrega spanca. In zopet ta dober spanec, povezan z biološkim ritmom, je zopet ta povezava z dnevno svetlobo in pa nočjo. Ja, zdaj ste opozorili kar na nekaj dejavnikov tveganja. Kaj pa mi sploh lahko naredimo? No, nekateri med nami se spomnimo tistih jutranjih radijskih oddaj, ki so nas spodbujali k telovadbi, in od takrat dalje se je pravzaprav govorilo o nekem bolj zdravem življenjskem slogu, pa bolj zdrava hrana, pa v fitnese hodimo, ampak še vedno smo v prostorih. Tako da, ko prenavljamo stavbo, je običajno precej težko narediti v zidu dodatno odprtino, pa pripeljati več svetlobe. Ugraditi strešno okno v strešno konstrukcijo je relativno enostavno in pri tem je treba pomisliti, da izkoristimo vse, kar nam ti prostori, ki so pod streho, ponujajo. Ko pridemo do samega zračenja, je treba zavestno delati na tem, da okno odpiramo, da zračimo. Če seveda velikokrat ljudje to pozabimo, so na trgu danes sistemi, ki nam avtomatsko odpirajo okna in nam prezračajo stanovanje ali spustijo senčilo na podlagi temperature, vlage, CO2. Pridemo pa seveda do novogradenj. No, in tam je zelo pomembno, da je zavedanje pomembnosti dobrega okolja na strani naročnika, še bolj ključno je pa znanje arhitekta. Ker če se arhitekt zaveda pomena povezave zdravja in pa prostora, ki dizajnira, bo temu namenil veliko pozornosti in tudi temu ustrezno sprojektiral in se pogovoril z naročnikom. Tako bomo s časoma dobili mnogo bolj zdravi prostor. Ker smo z družino več let, preden smo se vselili v to hišo, živeli v zelo temnem stanovanju, s temnim lesom, obrnjen na sever, je dodala še večjo potrebo po tem, da v novem domu natančno, kako se osvetlitev zgodi. Ena stvar je bila, da ker so sosednje hiše zelo blizu, smo morali ta strešna okna precej dvigniti. In tako smo poleg krasne zahodne svetlobe v vseh strešnih oknih ujeli še pogled na zvonik Trnovske cerkve.
Potem je bila pa še tukaj želja mojega starejšega sina, ki se je zaželel, da ko bom pač risala otroško sobo, da naj namenim strešno okno na način, da bo on lahko iz svoje postelje gledal zvezde. No, in pač mislim, da ima zdaj to možnost. Dobrih idej za gradnjo in ureditev doma ni nikoli dovolj. Najdete jih na našem portalu www.tvambienti.si. Hvala lepa za vašo pozornost. Vidimo se spet prihodnji teden, ko vam bomo v zadnji oddaji te sezone pokazali hišo, ki je zasnovana tako, da so etaže med seboj pravokotno zamaknjene, in stanovanje, katerega lastnika prisegata na protipotrošništvo. Namesto nakupa novega pohištva sta se odločila za predelavo in popravilo starega.